Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. V Ovčjem potoku se resnično veselimo evropskega tekmovanja mladih cvetličarjev. V to tekmovanje smo vložili kar več kot leto pa pol dela, pripravljamo pa ga skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije. Glavni motor tega tekmovanja je pri nas Melita Miš, pri Obrtno-podjetniški zbornici pa Simon Ogrizek. Obema se zahvaljujem za podporo, da smo lahko takšno tekmovanje organizirali in pripravljenost in delo, ki sta ga vložila v ta projekt. Ta projekt je za nas pomemben iz veliko razlogov. Mogoče je en od pomembnih razlogov to, da tukaj tekmujejo mladi evropski cvetličarji, kar pomeni, da bodo naši mladi cvetličarji dobili veliko zgleda in veliko novih idej pri tem projektu. Pomembno pa je tudi to, da našim obiskovalcem, ki so navajeni, da vsako leto v Arboretumu doživijo veliko novega in lepega, damo eno novo vsebino, ki jo mogoče zadnje čase nismo tako močno izpostavljali v Ovčjem potoku. Kot veste, imamo pri nas veliko prireditev, cvetličarske prireditve na tako visokem nivoju, kot je Evropsko prvenstvo, pa so v zadnjem času bile malo mogoče zapostavljene. To tekmovanje, sem prepričan, bo izjemno pomembno in izjemno lepo. Tukaj se bo pojavilo več kot 60 čudovitih kreacij evropskih cvetličarjev in med temi kreacijami bomo lahko izbrali svoje najljubše in najlepše. V teh idejah bomo lahko uživali in seveda tudi dobili ideje za svoje domove. Predvsem pa, kot sem že dejal, bodo dobili veliko idej mladi slovenski cvetličarji, ki te ideje potrebujejo. Saj cvetličarstvo v Sloveniji je razvito, pa vendar ne hiti tako močno naprej, kot bi si želeli. Želimo si, da bi v Sloveniji bilo čim več mladih in novih cvetličarjev, ki bi to našo dejavnost ponesli v svet in v naše domove. Zato je takšno tekmovanje za nas zelo, zelo pomembno. V Ovčjem potoku pa tudi želimo vsem tem dejavnostim, ki jih tukaj organiziramo, dodati nove vsebine. Zato bo na tem cvetličarskem tekmovanju tudi veliko vzporednih prireditev, ki bodo zanimive za naše obiskovalce in predvsem s temi prireditvami želimo, da bi naši obiskovalci v našem prostoru uživali in da jim ne bi bilo dolgčas, tako kot jim nikoli pri nas ni. Vsem, ki so pri tem dogodku sodelovali, se še enkrat toplo in prisrčno zahvaljujem. Zahvaljujem se tudi novinarjem, ki poročate o vseh naših dogodkih, ne samo o tem. In pa predvsem mislim, da je pomembno, da rečem, da je Arboretum kljub vsem težavam, ki smo jih imeli tako vetrolomu kot poplavam, ostal v dobri kondiciji, da so pridne roke delavcev v Arboretumu postorile vse, da bo tudi ta dogodek in tudi vsa jesen lepa, prijetna. In seveda se vsem tem zahvaljujem in mogoče še napoved, tudi v letošnjem letu bomo kljub vsem nevšečnostim imeli poleg tega cvetličarskega dogodka tudi dogodek s lučkami po zimi, na katerega ste vsi vabljeni. Najprej vas vabimo na prvenstvo mladih cvetličarjev, potem pa seveda pridite k nam, vračajte se k nam, ves čas vam bomo poskušali pripraviti nove prijetne vsebine. Za Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije evropsko tekmovanje v cvetličarstvu pomeni ogromno. To je ena izredno velika priložnost, da ta čudovit poklic predstavimo širši javnosti, da čim več mladih navdušimo, da se odločijo za ta poklic. Vemo, da v Sloveniji poklicno izobraževanje ni najbolj priljubljeno in mi si želimo, da z takšnimi dogodki pripeljemo starše, mlade sem, da vidijo
kakšne vse veščine imajo iz tega področja tuji tekmovalci, kakšne veščine imajo naši mladi strokovnjaki in za njih je to izredno pomembno, da si medsebojno izmenjujejo izkušnje, znanje, spletajo nove stike in to je vse skupaj en odličen recept za nadaljnjo poklicno, karierno rast in seveda za poslovni uspeh. A priporočate ogled tega tekmovanja? Seveda, na tekmovanju bo predstavljeni številni novi trendi, nove tehnike, veliko se bo dalo spoznati mladih tekmovalcev, kolegov iz tujine, iz tega področja, tako da tisto, kar mi želimo mladim sporočiti in kar je naše glavno, osnovno vodilo pri promociji poklicnega izobraževanja, je predvsem to, da mladim povemo, da je to res priložnost, da svoje veščine še nadgradijo, da jih izpopolnijo do mojstrstva in kot ponavadi radi rečemo, vsak, ki je nek mojster svojega poklica, v njem tudi uživa in to je pravzaprav na koncu recept za karierno rast in za poslovni uspeh. Pripravljate pa tudi spremljevalni program, ki ne bo v okviru tekmovalnega, ki ne bi bil zelo zanimiv. Seveda, pride zelo obsežna, pomembna kitajska delegacija iz zbornice iz Šanghaja, njih bomo gostili tukaj in tudi pri nas na Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. Seveda, Slovenija je za Kitajsko en izredno nepomemben igralec, da tako rečem, Kitajska je pa seveda velesila, pa vendar v Sloveniji imamo toliko nišnih strokovnjakov, toliko zelo pomembnih ljudi, ki v svojih majhnih branžah nekako so v svetovni špici, zato menimo, da tudi mi lahko Kitajcem kar nekaj ponudimo, izvozimo kakšno znanje, know-how, zato bomo mi na Obrtno-podjetniški zbornici naredili vse, da z delegacijo spletemo poslovne navezave in da našim obrtnikom, podjetnikom, članom ali pa strokovnjakom z tega področja omogočimo, da bodo preko tega dogodka prišli tudi do kitajskih poslovnih partnerjev. Kaj vam pomeni udeležba na mednarodnem mladinskem četrtečarskem tekmovanju v Arboretumu? Ja, tako veliko čas za začetek, da sploh imam to priložnost, da sem bila izbrana za to, pa veliko enih izkušenj in iz tehničnega vidika in iz vseh v bistvu vidikov ogromno enih izkušenj cvetličarskih. No. Tukaj v rokah imate šope, je to neke vrste vaja? Ja, v bistvu se že kar nekaj časa pripravljamo na tekmovanje, zadnji teden malo bolj močkam bolj aktivno, tako da s celo mentorsko ekipo že cel teden vadimo. No. Eden izmed članov oziroma ena izmed članic je tudi poleg vas? Tako. Kako poteka to mentorstvo? Ja, Maša je naša kandidatka izobraževanja odraslih na Biotehniškem centru Naklo in se, tako kot je že omenila, že kar nekaj časa intenzivno pripravljamo na samo tekmovanje. Danes tukaj treniramo šopek, Cvet je nabrala tukaj v samem parku Arboretuma in zdaj usklajujeva obliko, barvo, teksture v samem šopku, zračnost šopka, da je v primerni tehniki izdelan šopek, primerno zvezan. Vse to mora nekako uskladiti v enem izdelku, da bo ustrezal samemu tekmovanju. Tako da malo rabva še treninga, pa mislim, da je bo zelo lepo uspelo do prihodnjega tedna. Tekmovanje poteka v večjih zvrsteh, ne? Ja. V katerih? Izdelali bodo 5 izdelkov, se pravi prvi izdelek, ki ga boste delali, je Drevo je moj prijatelj. Fantazijska kreacija. Potem imajo piknik v naravi, potem je seveda šopek, poročni šopek in pa presenečenje. Ja, je pa presenečenje, to pa bomo še videli. Skje pa so rože? Prav, v tem šopku izključno iz parka. Vse so tukaj vzgojili v Arboretumu, sami so si tekmovalci, si ga bojo lahko narezali in izdelali potem v roki vezen šopek. Zdaj nekako tudi strmimo k temu, da je bolj trajnostno, da je ta ničelna prevoznost, ničelni transport. Tako da v roki vezen šopek bo izključno iz cvetja v parku, ostalo cvetje pa seveda je iz uvoza za ostale izdelke. No, to bo pa zanimivo in se splača priti tudi pogledati. Seveda vabljeni. Hvala lepa in veliko uspeha pri tekmovanju.
Mednarodno cvetličarsko prvenstvo Euroflare 2023 je zelo pomembno za spodbujanje kreativnosti in nadgradnje v poklicu, torej mladih, ki se odločajo za to vrstne poklice. In zato je zelo pomembno, da se to tekmovanje odvije pri nas v Sloveniji, kajti želimo spodbuditi torej, odločanje za ta poklic, ne samo za cvetličarski, temveč tudi za vrtnarski poklic in seveda spodbuditi mlade, da bodo v tej kreativnosti izjemnih izdelkov, kreacij prepoznali sebe in se odločili za to vrstno pot. Tekmovanje bo potekalo torej 26. avgusta in tekmovalci, 12 tekmovalcev iz 12 evropskih držav se bo pomerilo v 5 temah. Kje bo potekalo? Tekmovanje bo potekalo v Arboretumu Volčji Potok, torej v parku Arboretuma in se bo čudovito dopolnjevalo z prosto in urejeno krajino tega čudovitega parka. Tekmovanje torej v 5 temah, tema prosti šopek, poročni šopek, piknik na travi, potem drevo je moj prijatelj in seveda tema presenečenje, za katero tekmovalci ne vedo in šele tam se vidi tista njihova najbolj intenzivna in prava kreativnost. Kakšna je udeležba? Udeležba na tekmovanju je torej udeležba 12 držav, seveda pa pomeni to, da pride ogromno spremljevalnega osebja, asistenti, družina. Na tekmovanju se bo seveda odvila tudi generalna skupščina Evropske asociacije Florint, kar pomeni, da bo tukaj res pravzaprav cela Evropa ali pa lahko rečemo nekoliko širše, še tudi ogromno obiskovalcev iz celega sveta. Iz katerih držav pa vse pridejo? Tekmovalci bodo prišli torej iz Nemčije, Češke, Poljske, Nizozemske, Francije, Danske, Estonije, Slovenije seveda, potem Madžarske, verjetno sem še katero pozabil, torej bo kar Evropa v malem tukaj in verjetno lahko rečem in si lahko upam trditi, da bo Arboretum Volčji Potok in Slovenija v teh dneh torej najlepša cvetličarna na svetu. Pripravljate tudi zanimiv spremljevalni program? Tudi spremljevalni program, seveda, ki bo še dodatno popestril celo dogajanje in seveda bo odlično učno področje tako za profesionalce, kot seveda tudi sladkorček ali češnja na torti za ogled za amaterje, kitajski paviljon s kitajsko kulturo cvetja, potem predstavitev jesenskih trendov evropske prvakinje v cvetličarstvu Hanneke Frankema, kreativni izdelki iz naravnih materialov profesorja Roberta Bartolena in seveda še učni pristopi iz projekta Artemis, torej izobraževanje na daljavo. Kakšni so pogoji za ogled tega tekmovanja? Tekmovanje si lahko ogleda vsakdo, torej res izjemno dobrodošli v Arboretumu v teh dneh si ogledati te kreacije, tako vsi profesionalci kot tudi vsi ostali.